skupaj. Današnja predstavitev oziroma današnji pogovor potekal o naših rastlinah in o tem, da lahko tudi na čisto majhni zaplati na domačem vrtu naredimo cvetoč travnik. Mogoče ne ravno tako cvetoč, kot je na tej naslovnici knjige, ampak cvetočka se pa da narediti lahko na kvadratne metre ali pa še na več, samo neke iznajdljivosti, tiste, ko so jo včasih kmetje, vsak kmet je znal, bomo uporabiti, pa pridemo recimo do takega cvetočega travnika. Tudi namen knjige je bil v tem, da bi pač povedal o tem, da so naše rastline zakladi pred domačim pragom, takih prizorov, kot ga tukaj vidite, domačija s pisanim travnikom. Nič ni treba narediti, samo travnik pustiti, da odsveti in imate najlepši vrt, ki bi ga večina evropejcev imela zelo rada, pa ga nima, zato ker je vse povsod samo še zeleno, zaradi preintenzivne obdelave krajine in pa pred dolgega stoletja intenzivnega gospodarjenja z zemljo. Tega pa v Sloveniji še imamo, ko smo imeli tradicionalni način kmetovanja, ki ohranjajo take cvetoče travnike, ki pa z današnjim spagiranjem zelo hitro izginjajo. Če v bistvu ne bomo tukaj prevzirali načina kolobarjenja s temi površinami, potem bo naša podoba postala tudi samo zelena in monotona in to raznolikost bomo izgubili. Da se da res na čist majhnem narediti, bom pokazal čisto iz tistih mladostnih dni. Še prej, kot sem začel v osnovno šolo, sem imel tle samo en kvadratni meter vrtička, tako to je bil dovolj na hlev, na eni semnožeti sem vzel tako 10 cm visok brin, ki ga kosa ni pokosila in sem ga zasadil sam pa eno smreko. Smreke tukaj že ni več, ker smreka gre v širino, brin je šel navzgor in ker je bilo treba dovolj na hlev ohraniti, smo pač smreko morali predati stran in je pristala kot božično drevesce in olito v hiši. No, ker prostora ni bilo dovolj, ta dovolj se mora ostati, je tukaj nastal še manjši vrtiček, ki se je, morate računati, ta vrt je bil potem že zanemarjen, ker jaz sem odšel od doma in nisem bil več tam, nisem pa samo še včasih prišel, ampak recimo tako se tukaj znašli hranike, kakšna kravlica voda, pa v letu čisto na mehki površini, tudi to je bilo že nekje v 4. razredu osnovne šole. No, potem je nastal še tak vrt, ta je tukaj v mestu, čisto v centru praktično, zelo blizu tukaj, vidite, cvetoč travnik se da narediti kjerkoli. Vsa stvar je samo v tem, da če imate pač manjšo površino, boste pokosili, pa recimo samo en tak otoček pustite. Te ivančice, ki so tukaj recimo, tudi na tem travniku ni bilo nič ivančic, ko sem jaz prišel v ta vrt, ampak sem enostavno nekaj tega semena, kot je tukaj posejal vmes in potem je treba prvo košnjo odložiti. Če bi zdaj pogledate travnik, bi bil poln zvončkov, kronc, morskih čebulic in še mnogo tega spomladanskega cvetja. Po recimo 15. maju, 15. juniju, recimo lansko leto, ker je pač toliko mokro leto in pozno, se pa to pokosi in potem pa lahko tak travnik kosiš tako, kot se recimo kosi angleške zelenice, naslednje leto je pa zopet tako cvetoč. Vsa stvar je v tem, da je treba pač tole pustiti, to, da je od semeni, zato se, tako kot se včasih, se seno posuši na mesto samem, potem se pa to seno recimo da na kompostom, pa ga lahko uporabite odvisno, kako je. No, potem je nastal malo večji vrt, katerega sem prevzel tudi Botanični vrt. Tukaj notri je tropska džungla, zdaj res tropska džungla, tako da jo lahko obiščete petek in svetek. Najlepši seveda takrat, ko zunaj mrzlo, hladno, ali pa temačno, takrat je noter svetloba in rastline žarijo. Ampak tudi tale vrt je bil premehen, zato ker rastlin je ogromno, zato potem nastala tudi knjiga Naše rastline. Knjiga je nekako tako postavljena, da v bistvu teče po letnih časih in tudi marsikaj od tega, kar vidite v tej knjigi, v bistvu lahko tako je recimo tam, kot smo že omenili, maja, junija, na enem takem pisanem travniku, potem se pa to pokosi ali pa nekje na eni, bom rekel, taki suhi površini na kakšni gredici. Kakšen tako strolistni beluški, kar tukaj vidite, ki je doma na krasu, je ob kakšnem zidu celo tukaj v
nadaljevanje preživi, čeprav je recimo taka sredozemska rastlina. Včasih govorimo, da se je klima spreminjala, da se to dogaja samo v današnjem času, vendar takih ostankov toplejših dob imamo tudi v našem, recimo v notranjosti Slovenije precej. Eden izmed takih recimo ostankov je Božje drevce ali pa ilex, to je recimo tipična rastlina atlantske klime, take klime, kot je bila letos pozimi, ko samo lije, ko ni nobene prave zime. In takrat v bistvu te vedno zelene rastline uspevali, kar na nekaj mestih po Sloveniji dobite, seveda, če huda zima malo pomrznejo. V mestu so pa to v bistvu pleveljne rastline, ker te jagodke, rdeči, ki jih tukaj vidite, ptiči raznašajo, se pokakajo, v bistvu se povsod najraje v pesku potem tole kali. In seveda, če ni na vrtu enega, ki bi to poplel, potem rastlinca zraste in zraste v kar, bi rekel, tako srednje veliko drevce, ni celo vrna, pa je kar že drevesna oblika. Kraške gmajne, ali pa v Istri gmajne so tiste, ki so bile nekoč vse uporabne, ker pač na tistih najboljših delih so ljudje imeli njive, ker je bilo treba pač pridelati nekaj za prehrano in tam preživeti, razmere so bile zelo krute. Tam, kjer je bilo pa slabše, tam se pa pasla živina, ali pa so imeli recimo sinožeti, ko so enkrat na leto pokosili. Večji del tega se zarašča, a vidite, tle en tak brin, enega taka sem jaz enkrat čist nekaj rešil, da sem ga tam posadil na tisti vrtiček, recimo, ki so pa taki brini, ki imajo tudi v bistvu, bi rekel, življenjsko dobo samo toliko časa, dokler se tali gost tukaj ne bo stavil do teh brinov. Čeprav so ti travniki v Evropi zelo zaščiteni, torej namreč za suhe travnike, ki so na tisti najvišji lestvici zaščite po Evropi, imamo mi tega zelo veliko v Sloveniji, težave potem, da to je samo prehodna faza. Če tak travnik, tako majno, ne pasemo, ne kosimo, potem se bo gost tukaj tak rasel, pa Istri, seveda bistveno počasneje, zelo Peter zarastel. Tukaj v notranjosti Slovenije 3 do 5 let, imate že iti s sekiro, se ne bo dala rusko semnico, ker se naraste grmovje. Tukaj je seveda nekaj desetletij potrebno, da se tukaj zarastel, odvisno tudi od globine zemlje, ampak prej slej se bo ta površina zarasla, če ne bo več vpliva človeka. In ko pride gozd do sem, potem brin zgine, ker brin je svetloljubno drevo in v gozdu v bistvu nima kaj več delati, počasno se suši, predvsem pa ni več mladja. Brinove mladice se lahko samo tudi po teh odprtih površinah selijo in tako dobite brin zraven brina, ponekod več koga je, tako drugi sprhaja drugo drevje, ko drugo drevje pride, brin počas odhaja. Pride tipična taka pionirska vrsta, ki te prva zaseda take površine, še marsikera od takih je, in seveda, če je dosti suho, potem tam je večinoma brin. Ampak da na dosti mislite suše, ko so bile 2011, 2012, po Istri, po slovenski čičariji, recimo, ali pa na Krasu, postavili cele brine, ki so čisto suhi. Kljub temu, da je rastlina toliko trdo živa, jo je suša prizadela. Ali pa ne samo brin, tudi drugi se je recimo povsem posušil, ali pa pukasti hrast, ki so v bistvu vse rastline, ki se najbolj suši predlagojene. Podobno kot Božje drevce, tudi bršljan ptiči raznašajo tako jeseni zacveti. Bršljan ima zanimivost, ima v bistvu raznolikost listov in dejansko ta v cvetnem delu jeseni zacveti, tukaj ponovati vse polno čebel, potem os, čmrljev, vse pride. Tudi sršeni pridejo na tole vprašati, seveda nekajšne navarnosti, da vas kaj dosti popikajo, ker imajo kaj dosti hrane. No, potem pa čez zimo seveda te jagodi dozorijo in tu ptiči raznašajo potem naprej in zopet se enako zgodi, v drevesu pade izstrebe kot ptiča, tam v skali recimo bršljan, gre na drevo in seveda drevo obrasne. Tako da, če imate recimo doma senco na vrtu, lahko daste od spodaj bršljanico, bo preraste, boste prava tam ne bo rasla, ker v notranjosti Slovenije, tako da če imate senco, skoraj ni možnosti, da bo trava rasla, razno smo suhih poletih, tako kot so bila 2012, 2011, je pač v senci še najboljša trava, ker drugejo pač zažge. V resnici pa v notranjosti Slovenije v senci trava slabo raste, kakšen bršljan ali pa kakšen navadni zimzelen, imate površine, če se lepo prekrije in imate kljub temu zelenje. Praproti so tiste, ki v zimskem času, tiste, ki so zimzeleni,
zelene, za razliko od Božjega drevca, ki ima vedno zelene liste na njih, liste odvrže, recimo te praproti vsako pomlad naredijo nove liste, te stare, ki jih tukaj vidite, so od prejšnje pomladi, bojo zdaj iz pomladi začeli propadati, ampak to je pa v bistvu hkrat lastno kompostišče, ker dela hrano, pa seveda te so trosi in se s to tudi rastlina množi. Gre pa za Jelenov jezik, ena od naših znamenitih praproti, da je to res lepa rastlina, vam pove tudi dejstvo, da so recimo pred stoletji Angliži bili kar okoli 100 različnih sort, samo Jelenovega jezika, ker je pač to res taka praprot, ko pozim, kadarkoli posije sonce, v trenutku oživi in se zaplešči. Kljub temu, da je prej taka videti čist zmrznena s temi velikimi listi, ki so lahko taki bolj enostavni, kot jih tukaj vidite, ali pa vidite, so lahko tako ondulirani, nagubani, recimo, vse sorte najdete že v naravi, tako da včasih sploh ni treba kakšnih dodatnih sort. Nekaj od teh gozdnih rastlin, ki so samo po zimi, recimo, bolj zanimive, recimo, kakšne bukarne liste, boste najdeli kakšno tako mehno navidezno smrečico, v resnici ni nobena smrečica, ampak gre za lisiče, lisičakovci, včasih se jih vršča v širšem skupino praproti, se pravi zelo primitivne rastline, strosi se ravno tako razmnožujejo, no in to je recimo rastlina, ki je sigurno najbolj zanimiva poleti. Tle zraven, ker v ciklanu v današnjem predavanju, ker je pač bolj pomladanski del, ne bomo prišli videti zraven ciklana, ampak tle pa lahko tudi vidite recimo našo navadno ciklano, ki zdaj po zim cveti. Če ne verjamete, lahko povohate, v umetnih pogojih se da narediti ciklano tudi po zim cveti, v resnici cveti pa nekje tam od sredine julija ali pa avgusta naprej, saj so vsi stari ljudje videli, takrat, ko se dišijo ciklane, se že pozna predih jesen. No, ker so pač ljudje v naravi vedno bili, ker so tam marsikaj delali, jeseni so grabili listje, je bila še eno sorodstvo tega lisičja, kijasti lisičak, ki ga tukaj vidite že tako nagubanga, v resnici gre za metrske take poganke, ki so, vidite, tako tukaj potem sam tako 5 do 10 cm navzgor poraščeni, ta del pa v bistvu leži na tleh, tu pa tam je kakšna korenica, tukaj se malo koreni. In ko si to med grave zatikalo, pa so nekaj pokluntali, da to bi pa lahko tudi za kaj še uporabljali in so naredili tako preprosto orodje. V Cerkljanskem so temu rekli uadla, v Leskovci bila to že pometovca, pa je v bistvu samo kakšen hrib vmes in so v bistvu to tako skupaj stlačili in so potem pometili peč, prej kot so noter dali kruh. Ta posnetek ni star, ta posnetek je iz leta 2011, ko sem se prijavil proti Poresu, tam v Leskovcu, kar naenkrat sem zagledal tole orodje zunaj, ko se je kadilo še od njega. Sem se ustavil od avta, sem najprej poslikal, pa sem šel gospod, noter pa še nekaj, ja, zdaj pečem kruh in je pa odprla, vidite, in je tako pekla kruh in je samo razlika, samo v tem, da ni imela tega lisičaka noter, ampak je kar tako nabrala ene druge praproti, pa še malo takega suda. Rekla, dokaj bi mož živ, je zbira nabral parkne, ona je to imenovala to lisičak parkne, ker pa res dejansko tako kot kakšni parki, recimo razdaljene te poganke. Rekla, zdaj pa kar niti tam bližini hiše na trgam, rekla, enkrat na teden še vedno spečen kruh. Čeprav ga zelo rada kuham tudi, ko ga pripeljejo kruh z avtom, ampak enkrat na teden pa spečen tudi še sosedom. Tako da čisto preprosto zadeva, ampak peče bi treba prej pomest, poveda, nekle so bile drage, pa najboljše bilo tisto, kar je bilo še sveže, ker se tudi užgalili. Na kmetih lovita treba zgledati glovarno tudi. In tisto, recimo, lisičak so lahko imeli na nekog časa, malo je še v vodo pomočil, ampak ker je bila rastlina sveža, se sploh ni bilo nevarnost, da bi se recimo tudi zlomila, ker je bila taka zelo veliko prožna. Tudi na Krasu ali pa v slovenski Istri so recimo marsikatero rastlino, ki imate recimo tudi lahko doma posajeno, celo tukaj v Ljubljani preživi, čeprav je recimo naravna samo na Krasu in v Istri. Mogoče ste starejši še spomnite se bez tega vencinja. To je bila rastlina, ki se uporabljala za vence,
še nekaj let nazaj, recimo smo na Zagrebški tržnici še dobil iz take rastline narejen pesek. No, ampak tu rastlina se recimo uporabljala za kmete, naredili smo vestnost tega in smo recimo pometer, ki je pač ni zelena rastlina. Na tržnici to vse dobili. Če greste danes na tržnico, tukaj boste sigurno to lahko kupili. To je oskolistna lobodika. Tisti, ki pripeljejo iz Krasa, pa imajo vsakokrat tukaj. Zanesljivo, da nas to na tržnici dobili. Je res tole ženska rastlina, v bistvu to so spremenjeni poganjki, to niso listi in zato ima potem noter to kroglico in tudi zdaj ima te kroglice, recimo, ker če zimo pač dozorijo, to je sorodstvo asparagusa, tako da se lahko kot za šparglje uporablja, ampak uporablja se bolj za čiščenje dimnikov, recimo. Največje zadeva je, so v bistvu, ko so v slovenski Istri tovorili vodo, ker tam vode nikoli ni bilo, so pač imeli dva velika svoda, kot sta pač šla na osla, pa čebra gor, na vsaki strani sedla in seveda voda, ko je osl šel, se plunk in voda je pač ven padla. Če so pa dali na vrh to lobodiko, je pa vse tiste maličke razbilo in voda je padala iz svoda. In so to uporabili zato, da so pa čim več vode do vrha osli lahko prenesli do doma, ker je bilo pomembno, vsak liter vode je bil nepomembno. Tudi tole boste danes skoraj sigurno še na tržnici dobili, čeprav je tega bistveno več za novo leto. Tle nimam posnetka, po knjigi lahko pogledate stolnico in posnetek od tega se na ljubljanski tržnici proda. Je pa to tista zadeva, ki je recimo vseh, bi rekel, priročnikih umnega gospodarjenja bilo povedano, da mora gospodar vsako leto sadno drevje očistiti beljo mele, bršlana, ker vidite, taka podoba je sicer zelo lepa, pa tako pride velik snega, se zgodi tisto, kar se je letos dogajalo, vse drevo upade. Recimo tako zanesljivo, ker je prevelika teža. Če je še žled gor, kot je bilo letos pol, ni možnosti, da bi recimo statično tako drevo zdržalo. Je pa krasna zadeva, tukaj je namreč enosadno drevo, obrast bršlan, pa še recimo belo omelo, ki so ga uporabljali za ptičji lin, pa še za kaj drugega, tako tudi farmacevtska industrija uporablja, ker ima zelo zanimive substance znotraj. Nekatere rastline so se poimenovali tudi po teh snovih, ki so imeli vse nekaj sladkorjeva sladka korenica, zato se reče sladka korenica. Ena izmed teh je južna sladka korenica, ki če bi se danes zapeljali do Socerba in pogledati proti Trstu, vidi točno tak motiv. Recimo izredno bliščeča ta velika mahala tukaj, ki jih ta prapor ima v glavnem v zimskem času. Po letnem času se tu čisto vse posuši, ker je temperatura previsoka. Po zimi pa živi svoje normalno življenje. Nekatere praproti so pa take, da recimo se zelo hitro pomorejo. Vidite, tu je slatinka, ki je po Istri, po Krasu vse povsod. Da, ta eko je sušen. Vidite, nič živega, ko pa pade dež, se pa v nekaj urah ozemi. To taka sposobnost ima v bistvu ta rastlina. No, bi vam pokazal čist tisti posnetek, sam vidite, zdaj vam malo več skupaj in je zato da tukaj, ampak dejansko je tako. To je na robu v slovenski Istri, ker sonce top žgede, ste lahko že januarja v kratkih rokavih tukaj, če je sonce. Tudi take zadeve, kot je srobot, recimo, to so kmetje vse uporabljali za vezivo, za prvezati, recimo, spravice na voz, zato, da so delali butare, pa se potem s tem zveza, pa si samo peč vrgo, pa vse skupaj zgorelo. Več ni bilo treba reciklirati, vse je šlo. In potem so še pepel pobrali, če so pepel potresli po travniku, potem je bil travnik pisan. Tukaj v pepelu je bilo veliko teh mikroelementov in ni spodbujal samo trava, ampak je spodbujal tudi cvetoče rastline. Tam, kjer so pepel potresli, zmeraj tudi detelja rasta in je bilo čisto drugače. Tako da je v bistvu vse šlo v, bi rekel, reciklažo.
To, kar danes toliko poudarjamo, samo ta današnja reciklaža sploh ni v bistvu reciklaža, ker preveč energije noter vložimo, da recikliramo. Tle pa ni bilo treba nič, ker je bilo vse uporabljeno. Takih prizorov je veliko, so pa malo kar snega, veliko ni to. Gori boste to videli, ker gor je pa 7 metrov snega in tam telo bo še kar nekaj časa rabo, da bi prišel ven, ampak tako se dogaja. Vidite, ko je čist mrzlo, je črni telo še čist rdeč, potem postane bil, na koncu pa spet rdeči. No, ampak tu je rastlina, recimo, ki lahko zacveti že celo na Mihaelov, kot piše recimo še leta 1892, kot da ena knjiga o škodljivih rastlinah, ravno tako pri okolju in družbi celovcu izdana kot je tale. In je v bistvu napisal, se pravi, Mihaela pa 29. septembra lahko tela že dobite cveti. Tudi v današnjem času da dobite. Vmes ne cveti, ker je pa nas zima, razen letos, ker drugače se to imenuje v srednji Evropi to Christmas rose, se pravi božična roža, ker v atlantski klimi pa dejansko cveti takrat. Sorodstvo teloha, nekoč je bil celo isti rod, so plejarice, zdaj so pač svoj rod, to so ozimki, rastline, ki celo prej zacvetijo po navadni zvončki, ki se pa nas štejo za prve, čeprav pa prvih je vedno težko reči, ker v resnici je bil prvi črni telo, pa trobentice, nekaj trobentice začnejo že lahko oktobra, novembra cveteti, poloves prekinejo, največ pa zdaj marca cvetijo na tistih sončnih obronkih. No, jarica je pa tista, ki res skozi sneg pride ven, in rekel, jarica je pa konzervativna, tako kot zvonček. Najprej je nas, potem bo še zacvetila. Zvonček enako. Tudi v slovenski Istri, kjer bi lahko cvetijo recimo že oktobra, novembra, da cveti še od 15. decembra najprej. Poleg, ker še dan biti prej malo